Spoštovane, spoštovani, lepo vas vse pozdravljam na Trans konferenci 2025 in sicer tako v imenu ZRC SAZU kot Roza ZRC Plus. Veseli me, da se srečamo tu v Atriju in da odpremo prostor transspolnosti in spolni raznolikosti v Sloveniji, sploh v času, če se omejim zdaj zgolj na dogajanje v zvezi z Roza ZRC in SAZU, torej v prostoru, kjer nam vsako leto najprej strgajo in potem zažgejo zastavo, torej če se omejim zgolj na ta simbolni vidik, vse to kaže, da so v bistvu potrebe po teh tovrstnih pogovorih in temah zelo potrebne, aktualne in pravzaprav nujne. Gre za četrti dogodek letos, ki poteka v okviru Roza ZRC Plus. Zelo smo veseli sodelovanja, torej letos z Zavodom za transakcijo, s katerim soorganiziramo ta dogodek. Sama konferenca v okviru Trans Plus meseca, festivala spolne raznolikosti, pa poteka že 11. leto zapored. Torej več o samem programu bo povedal Neo, direktor Zavoda transakcija, ki se mu lepo zahvaljujem za torej sprejetno sodelovanje in tudi računam, da bomo tudi v prihodnje še intenzivno sodelovali. Zahvaljujem pa se tudi vsem gostom, predavateljicam, predavateljem in vsem drugim, ki sodelujete pri organizaciji tega dogodka. Kmalu se nam bo pridružila tudi tolmačka za slovenski znakovni jezik, zato je tudi prišlo do rahle zamude in se zanjo opravičujem. Torej želim in vabim k aktivnemu sodelovanju pri današnjem dogodku in kar predajam besedo Neo. Zdravo še z moje strani. Moje ime je Neo in predstavljam Zavod transakcija. In kot je Boris povedal, že 11. leto zapored, se pravi od leta 2014, poteka v okviru festivala spolne raznolikosti strokovni posvet o aktualnih tematikah in vprašanjih povezanih s pravicami transspolnih oseb v slovenskem prostoru. Letos prvič sodelujemo z Roza ZRC in smo tega tudi zelo veseli. Predvsem pa je nek namen tega dogodka že zadnje desetletje, da se organizira, mogoče ne toliko fokusirano v samo skupnost, ampak da se daje te teme v tako javni prostor, kot se jih predstavlja strokovni javnosti v področjih raziskovanja, pedagogike, prava, medicine, psihologije, socialnega dela in skratka vseh, ki želijo na nek način prispevati k razumevanju in razpravi o vprašanjih spola in spolne raznolikosti. Danes se bojo pred nami odvili trije paneli. Prvi bo pogovor na temo pravnega priznanja spola, drugi se bo dotikal teme zločinov iz sovraštva v preseku z LGBT osebami in tretji bo namenjen zdravstveni obravnavi trans oseb v Sloveniji. Predlagam, da mogoče kar se popeljemo v prvi panel. Torej, pozdravljeni, pozdravljene na prvem panelu današnjega simpozija. Gre za pogovor, v katerem bomo naslovili temo zakonodajnega okvirja pravnega priznanja spola v Sloveniji, kot tudi prizadevanj različnih institucij in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, da se področje uredi skladno z mednarodnimi smernicami in slovenskim zakonom o varstvu pred diskriminacijo. Gosta tega panela sta Mitja Blažič in Maša Jeričević-Šušteršič. Mitja Blažič od leta 2020 dela kot svetovalec pri zagovorniku načela enakosti, to je neodvisen državni organ za varstvo pred diskriminacijo v Sloveniji. Predtem pa je Mitja dolgoletni aktivist za človekove pravice LGBT plus oseb v Sloveniji. Skoraj desetletje je bil zaposlen pri društvu Legibitra, kjer je bil aktiven kot trener človekovih pravic, delal na programu HIV preventive, sodeloval pri programu za LGBT starejše in med drugim vzpostavil in vodil mladinski center, specializiran za delo z LGBT mladimi, ki je bil tedaj edini tovrstni mladinski center v državi. Maša Jeričević-Šušteršič je pravnica v področju človekovih pravic. Od leta 2019 dela pri društvu Legibitra kot vodja pravne svetovalnice, ki je namenjena brezplačnemu pravnemu svetovanju za LGBT osebe, pare in njihove družine. Društvo Legibitra v sklopu delovanja pravne svetovalnice sodeluje tudi s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Legibitra pa deluje kot mentorska organizacija in nudi izobraževanja pravnikov, pravnic, v jedru katerega je vključevanje študentk, študentkov v praktično delo.
Danes mogoče pred prvim vprašanjem samo še povem, da smo pripravili ene take izročke, ki jih najdete od zadaj, ki lahko spremljajo naš panel pravnega priznanja spola ali pa kasneje na temo zdravstvene obravnave. Dobrodošli, da si jih vzamete, preberete in mogoče tam ostane tudi zapisane informacije za lažje prebavljivo branje. Prav, mogoče za začetek sploh nekako o tem, kaj pomeni izraz pravno priznanje spola in kako se z njim srečujemo v različnih kontekstih našega dela. Namreč, ko pride do razumevanja izraza pravno priznanje spola, je to zelo, zelo odvisno od tega, v kakem kontekstu o njem govorimo. Z vidika neke individualne izkušnje, kot se z njimi soočamo v Zavodu Transakcija pri delu z uporabnicami in uporabniki, govorimo o pravnem priznanju spola predvsem praktično, kot o nekem postopku, v katerem osebe spremenijo svoj podatek o spolu v osebnih dokumentih. Raziskava Vsakdanje življenje transoseb v Sloveniji iz leta 2019 je pokazala, da je približno 40% oseb bodisi vključenih, bodisi se bo vključilo na tisti točki v ta postopek. Moje vprašanje na tem mestu je, kako pa se izraz pravno priznanje spola razume in interpretira v pravnem kontekstu, če se obrnem k tebi, Maša, ali pa v nekem širšem kontekstu varstva človekovih pravic, če se obrnem k tebi, Mitja. V kakih situacijah in kontekstih se s tem pojmom srečujeta pri svojem delu? Začnem jaz, ok. Lep pozdrav tudi z moje strani. Se pravi, pravno gledano je to nek pravno-formalno upravni postopek, s katerim se spremeni spolni marker v uradnih evidencah in pa uradnih dokumentih. Torej gre za ta označevalec marker, ki se spremeni s tem postopkom. Nekateri pod ta postopek štejejo tudi spremembo osebnega imena. Gre pa torej za to, da se spremeni ta podatek, ki je bil osebi pripisan zaradi pač napačnega pripisa ob rojstvu in se s tem nekako skladi z njeno spolno identiteto. Zdaj, mogoče na tej točki lahko že povem, da slovenska zakonodaja na tem področju uporablja neprimerno terminologijo, ker govori še vedno o spremembi spola in ne o pravnem priznanju spola. To bo začetek, Mitja. Mi smo pri zagovorniku načela enakosti leta 2021 naredili eno posebno poročilo. Posebno poročilo je instrument zagovornika načela enakosti, s katerim nekako pregleda stanje na področju varstva pred diskriminacijo različnih družbenih skupin po različnih osebnih okoliščinah. In leta 2021 smo poskušali pregledati celostno, kakšen je položaj transspolnih oseb v Sloveniji z dveh vidikov: medicinske potrditve spolne identitete in pa pravnega priznanja spola. Mi razumemo pravno priznanje spola tako, kot je Maša razložila, pač za spremembo kvalifikatorja spola na osebnih dokumentih, plus sprememba imena, plus sprememba EMŠA. Takrat je celostno pravno priznan spol, s katerim se oseba identificira. Zagovornik načela enakosti, kot veste, je osrednji državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Za razliko od varuha človekovih pravic skrbi samo za eno človekovo pravico, to je pravica do nediskriminacije. Skrbi pa na področju, ko je kršiteljica država ali pa javne inštitucije in pa zasebne firme, tudi zasebne entitete. Zato smo mi najbolj pristojni v širšem kontekstu človekovih pravic za to človekovo pravico do enakosti, kar pomeni enake obravnave, enakopravnosti in nediskriminacije in seveda enakih možnosti. In tako v tem kontekstu razumemo tudi pravno priznanje spola kot priznanje osebne okoliščine, spolne identitete in spolnega izraza osebe. In na to priznanje teh dveh osebnih okoliščin se veže uresničevanje vrsto drugih človekovih pravic, recimo pravice do zasebnega družinskega življenja, pa pravice do telesne in duševne integritete in še cela vrsta drugih nesocialnih pravic, ki izhajajo iz
tega, da imamo pravilno v dokumentih urejeno spolno identiteto oziroma spol. Tako da mi smo pri popisu, kako so urejeni ti postopki, leta 2021 najdli vrsto nekonsistentnosti in nepravilnosti, neskladnosti in smo potem izdali vrsto priporočil državnim organom, ki so za to pristojni, da te postopke popravijo, tako da bojo nekako v skladu z načelom enakosti. Pri čemer smo pogledali seveda tudi cel niz evropskih smernic, dokumentov, resolucij, deklaracij, priporočil in se tudi z njimi nekako uskladili. In pogledali smo pravno prakso v drugih državah, pogledali smo pravno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, pa tudi druge mednarodne dokumente in smo pripravili v bistvu neka priporočila. In zdaj kot zagovornik dela težimo različnim deležnikom, se reče, da bi to spremenili. In te spremembe počasi potekajo, prepočasi po oceni, recimo mene kot strokovnega sodelavca, lahko bi se dalo hitreje, ampak nekateri koraki v pravo smer so bili storjeni. Če se kar navežem na to vprašanje o številnih različnih institucijah in kot delu aspektov mogoče vključevanja v javno življenje, ko pride do predstavljanja z osebnimi dokumenti, namreč čist nekako iz vidika osebne izkušnje trans osebe, nivo, na katerem delamo same na transakciji, je pravno priznanje spola seveda en od aspektov socialne tranzicije oziroma pravni vidik socialne tranzicije za trans osebe, v katerem se doseže ta skladnost osebnih dokumentov z tem, kako se ta oseba predstavlja, umešča, udejstvuje v družbi. Torej, ne gre samo za neko ključno potrebo oseb potem, da imajo skladne identifikacijske dokumente, ampak za neko širše polje vključevanja v družbo, ki zajema številne različne institucije. Med drugim se v Sloveniji zaradi pogoja po pridobitvi zdravniškega potrdila povezuje tudi z zdravstvenim sektorjem. Torej, če se navežem kar na tvoj odgovor, Mitja, me zanima, kateri so torej neki sektorji, ki so relevantni za ali pa institucije, ki so vpletene v ta različna postopka tranzicije ali pa predvsem v postopek pravnega priznanja spola, katere so mogoče institucije, na katere ste apelirali z posebnim poročilom leta 2021 in mogoče tudi s kakšnimi priporočili ste se na nje obrnili? Pri pregledu, kako je urejen postopek pravnega priznanja spola, mogoče najprej, kako se to naredi. In mogoče je zato bolj primerna kot pravnica Maša. Sem lahko tudi jaz? Ja, lahko, seveda. To v praksi v bistvu pomeni, da gre oseba na upravno enoto, kjer poda vlogo za tako imenovano spremembo spola, ni pa pač tako enostavno, ker v Sloveniji obstaja nek pogoj, neka priloga, ki mora biti tej vlogi dodana in to je potrdilo, če gledamo zakonodajno potrdilo institucije, ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Tako pravi pravilnik v 37. členu, pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru in s tem je v bistvu ta pravni del, pravno-formalni del povezan z medicinsko tranzicijo. Tako da to v praksi pomeni, da se mora v bistvu oseba najprej vključiti v medicinsko tranzicijo, kjer mora iti v psihiatrično obravnavo in pridobiti psihiatrično diagnozo, da lahko potem zdravnik v bistvu izda potrdilo, s katerim greš na upravno enoto ali pa prek e-uprave podaš to vlogo. Tako da ta del si imel v mislih, predvidevam. Tako. In zdaj, ko smo mi pregledovali, kako se ta pravica po spremembi pač podatka, kvalifikatorja, markerja za spol v osebnih dokumentih spreminja, smo to naredili tako, kot ponovadi dela zagovornik, da pošlje vsem deležnikom poizvedbe. Skratka, poslali smo vprašanja, med drugim, na vseh 58 upravnih enot.
in z izjemo ene dobili vse odgovore na vsa naša vprašanja iz 57 torej, upravnih enot. In potem smo to preučili in smo ugotovili več problemov. Prvi problem je bil, da je obstoječa zakonodaja dopuščala različna tolmačenja zakonodaje, kar se tiče krajevne pristojnosti. Torej, kje lahko naredimo zahtevek za spremembo podatka o spolu, ali samo na upravni enoti, kjer imamo stalno bivališče, ali na katerikoli upravni enoti. To so bila različna tolmačenja. Potem smo videli, da je bil postopek spremembe markerja za spol urejen v drugem postopku kot spremembo imena. In včasih je bilo treba kar na hrbtno stran za spremembo ime pisati prošnjo za spremembo spola, kar na hrbtno stran, na roko, na obrazec recimo. Potem smo ugotovili, da je taka zakonodaja omogočila različna tolmačenja, kdo je ta pristojni zdravnik ali zdravstvena institucija. Ali je to osebni družinski zdravnik, ali je to psihiater, ali je to, ne vem, zdravnik iz interdisciplinarnega konzilija, kateri zdravnik iz interdisciplinarnega konzilija. Skratka, tudi ni bilo določeno, dorečeno, kaj mora pisati, a ne na tem obrazcu, ki se ga pridobi od zdravstvene inštitucije, ali da je oseba, nekateri so hoteli, da piše, da je oseba operativno spremenila spol, nekateri so hoteli, da piše, da je oseba spremenila biološki spol, a ne, in nekateri so hoteli, da piše samo oseba je spremenila spol, nekateri so hoteli, da piše, ne vem, diagnoza, skratka, različne zahteve so bile, to se nam je zdelo tudi problematično. In potem ni bilo poenoteno, ali je treba za to, da spremeniš spol, plačati takso ali ne in višina te takse. In smo ugotovili tudi, da samo nekatere redke upravne enote so zagotavljale neko diskretnost in zaupnost pri tem postopku, ki je vendarle malo bolj občutljiv, ne moreš tam na šalterju kričati, je prišla spremeniti spol, ker je pač deluje stigmatizirajoče. To so bili problemi, ki smo jih zaznali. In potem smo, kar se tiče teh različnih tolmačenj tega obrazca, pridobili v bistvu od Ministrstva za notranje zadeve interpretacijo oziroma navodilo tega ministrstva, ki je povedalo, da je potrebno priložiti potrdilo na psihiatra interdisciplinarnega konzilija, na katerem piše, oseba je spremenila spol, brez diagnoz, brez posegov. Tako da smo to bolj nekako razčistili, čeprav je to seveda neka interpretacija, kaj mora pisati. Ampak se je ta interpretacija nekako na vseh upravnih enotah potem tako uveljavila. In potem smo na osnovi teh naših ugotovitev začeli pošiljati priporočila. Eno priporočilo, oziroma 5 jih je bilo, smo poslali Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer smo rekli, glede na to vse, kar smo proučili, vse ureditve in tako naprej, da naj bo postopek urejen v zakonu o pravnem priznanju spola, ker to je osrednji problem. Mi nimamo urejeno pravno priznanje spola v zakonu, ampak v nekem podzakonskem aktu, ki ga sicer ministrstvo lahko spremeni takoj, ne rabi sploh parlamenta. Naj bo torej to urejeno v zakonu in naj ta zakon določa, da je za spremembo kvalifikatorja za spol dovolj samo opredelitev, da ni več potrebna izjava neke medicinske ustanove oziroma zdravnika, da je oseba spremenila spol, torej ni potrebna diagnoza. Da ne bo to urejeno v upravnem postopku, da ne bo sprememba imena in sprememba kvalifikatorja za spol urejena v enem samem postopku, da naj pri tej spremembi bo tako urejeno, da oseba ne izgubi nobenih pravic, vključno s pravicami iz zakonske zveze in s pravicami iz starševstva,
da naj bo to urejeno v okviru upravnega postopka in da naj omogoča ta zakon tudi nevtralen kvalifikator za spol. Potem smo poslali priporočila Ministrstvu za notranje zadeve. Njim smo priporočali odpravo krajevne pristojnosti za postopke pravnega priznanja spola, kar bi pomenilo v praksi, kjerkoli v Sloveniji lahko vložimo torej zahtevek za spremembo spola. To smo pa utemeljili zato, ker če ti prideš v nek mali kraj, kjer se vsi med sebojno poznajo in je tam soseda Francka, ki dela ta postopek, bo sigurno doma povedala lahko bo povedala drugi sosedi in v nekih malih okoljih lahko pride do velikih problemov zaradi stigme. Zato smo rekli, ne bo ureditev taka, da jaz kot transspolna oseba lahko uredim, ne vem, v Ljubljani, ker me noben ne pozna, in je tako zagotovljena bolj zagotovljeno varstvo nekih pravic. In naj bo ta vpis, ta sprememba, naj bo brezplačna, taks prosta. In potem smo še priporočali Ministrstvu za javno upravo, da, ful sem že dolg, ampak to je zdaj zadnji stavek, smo priporočali, naj svoje uslužbenke in uslužbence usposablja, kako primerno ravnati spoštljivo z transspolnimi osebami, ki pridejo urediti ta postopek, kako naj zagotavljajo neko zasebnost in neko spoštljivost. Ker teh oseb, ki pridejo ta postopek urejati, ni ogromno. In ljudje, ki niso vajeni komunikacije z različnimi manjšinami, včasih imajo malo bizarne reakcije, vsi imamo, tudi jaz, moram reči. In se je fajn, če si v neki inštituciji, ki mora skrbeti za vse prebivalce in prebivalke, se naučiš tudi ustrezne, primerne, spoštljive komunikacije z različnimi in prilagojene komunikacije, a ne z različnimi skupinami. Pika. Mogoče lahko jaz dodam iz prakse, iz Legebitre, ta priporočila, kako so se v bistvu v praksi udejanjila. Krajevna pristojnost dejansko so upoštevali, torej zdaj lahko na kjerikoli upravni enoti po Sloveniji upraviš ta postopek. Vloga zdaj obstaja, tako kot rečeno na začetku, si ročno pisal vlogo. Taksa je ostala, tukaj še ni doseženo, glede izobraževanja pa tudi še ne morem komentirati, da bi bila kakšna poročila. Je pa Ministrstvo za notranje zadeve potem takrat poslalo v bistvu na vse upravne enote okrožnico, kjer so povedali, kater zdravnik se zdaj upošteva kot ta, o katerem govori pravilnik in kako naj izgleda ta zapis tega zdravnika, torej tako kot omenjeno, kar si že povedal. Čisto eno tako vprašanje, kako pa lahko razumemo mogoče z nekega pravnega vidika to, da se čisto po domače, da se v zakonu ne opredeli, katera institucija je pristojna za neko tako pogojevanje, da je vloga lahko veljavna, hkrati pa se to skozi prakso vzpostavi. A je to, na kak način to vzdrži, naprimer? Tle mislim, da je problematično že to, kar si ti tudi omenil, Mitja, da je pač stvar urejena v podzakonskem aktu, torej pač gre za človekovo pravico, ki bi glede na naš pravni red mogla biti urejena v zakonu. Torej, že tle je problematično, da je to nekje nižje urejeno, kar se tako kot spet omenjeno lažje spreminja, lahko tudi v slabo smer, tako da tukaj, da ni definirano, je definitivno problematično, sploh če gledamo skozi prakso in pač skozi leta, kako se je pač to spreminjalo, kako se je to drugače definiralo in tudi glede na to, da se je zdaj v zadnjih letih tudi Ministrstvo za zdravje na podlagi izjave v bistvu konzilija interdisciplinarnega opredelilo do tega, da bi oni radi, da se te dva postopka ločita. Torej, da zdravstvena stroka ne bi imela nič s pravnim priznanjem spola.
Zdaj omenjen ta seveda pojem samoopredelitve, kar je nekaj, kar poznamo kot model, ki briše medikalizacijo transosebe v tem administrativnem postopku. Se pravi, gre za to, da se oseba sama izreče na upravni enoti in da ni dodatnega pogoja, ni neke tretje avtoritete, ki pogojuje, da je ta vloga veljavna, ne, da lahko se spremeni podatek o spolu. Na kak način lahko razumemo, se pravi, ta model in sam pojem samoopredelitve, ki se ne samo pri nas za njega prizadevamo, ampak se tudi širše priporoča in v evropskih državah tudi vse bolj uveljavlja, zares kot priporočen model ureditve pravnega priznanja spola. Na kak način lahko to poteka v praksi in obstajajo primeri neke dobre prakse v tujini, ki bi lahko bili relevantni za Slovenijo? Ja, zdaj v Evropi in tudi širom pač po svetu obstaja že kar nekaj držav, ki to urejajo na tak način, se pravi na podlagi te samoidentifikacije ali pa samoopredelitve. V Sloveniji, ja, bi bilo to definitivno možno, bi bilo čist izvedljivo, lahko bi si pomagali z zakonodajami, ki že obstajajo po Evropi. En način je recimo malteška zakonodaja, ki ureja pravno priznanje spola na podlagi samoopredelitve z nekim postopkom pred notarjem tudi, se pravi, se v bistvu potem z notarsko izjavo gre na upravno enoto, kjer se potem te spremembe markerja uredijo. Primer dobre prakse je tudi recimo Belgija, ki je 2017 spremenila zakonodajo, tam se pa v bistvu postopek izvede v celoti na upravni enoti. Je pa neka posebnost, recimo, da oni dajo greš na upravno enoto, vložiš vlogo, potem je pa ta 3-mesečni rok, ne vem, ko so ga točno poimenovali, neko obdobje premisleka ali neki, tako bi se lahko prevedlo, in potem po teh 3 mesecih ponovno na upravni enoti potrdiš podajo te vloge. Potem so tudi neke starostne omejitve, pri njih je to 18 let in 16 let z privolitvijo skrbnikov. Spravi, da se v vsakem primeru v resnici pač izbriše ta avtoriteta, ki potrdi, tudi naprimer, če gre za notarja, da gre za samo v resnici overitev podpisa, da gre za avtentičnost osebe, ki se o tem izreka, ne pa več za zunanjo avtoriteto, ki bi potrdila, da je tvoj spol zares to, kar se ti izrekaš, ne? Se pravi, uveljavljanje samoopredelitve v praksi. Zdaj, ko smo že recimo omenjali nekaj o tem prepletu med, se pravi, zdravstvenim pogojevanjem spremembe, te administrativne zares spremembe, postavljam vprašanje, na kak način je trenutna ureditev pravnega priznanja spola povezana z mednarodno klasifikacijo bolezni. To je bilo predvsem, če se navežem na samozagovorniško delo v področju pravnega priznanja spola, tako strani nevladnih organizacij, pa tudi omenjeno v posebnem poročilu, je bila prelomna točka leta 2019, ko je Svetovna zdravstvena organizacija v novi reviziji mednarodne klasifikacije bolezni, to je verzija 11, depatologizirala transpolnost. Se pravi, šlo je za to, da se je diagnoza F64 prestavila iz, se pravi, področja mentalnih in vedenjskih motenj v področje stanja povezana z spolnim zdravjem in na tak način se je nekako izgubila nekam tudi ta utemeljitev, na katero bi mogoče se lahko še navezovalo medikalizacija transoseb, ki morajo skozi psihiatrično obravnavo po klasifikaciji 10. Skratka, kaj ta depatologizacija transpolnosti v mednarodni klasifikaciji bolezni 11 pomeni za razumevanje trenutne ureditve pravnega priznanja spola v Sloveniji, predvsem glede na to, da ta klasifikacija pri nas še ni implementirana? Ja, jaz mislim, da je to definitivno še en pokazatelj, da je pravno priznanje spola pri nas v bistvu v nasprotju s človekovimi pravicami urejeno in da se je ministrstvo recimo na podlagi konzilija, kot je že rečen, res že tudi izreklo v tej smeri, no, kljub temu, da ja, v Sloveniji še ne velja, ker je še v prevodu, tako da mogoče še par let pred uveljavitvijo.
Mi smo takrat, ko smo delali to posebno poročilo, seveda se dotikali tudi postopkov medicinske potrditve spolne identitete. In tam smo nekako seveda zaznali, da imamo mi mednarodno klasifikacijo bolezni 11. različico, v kateri je transspolnost depatologizirana. In zato smo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje priporočali čim prejšnjo uveljavitev te klasifikacije. Problem je, da je ta klasifikacija glomazna, ker prenaša tudi neke kvalifikatorje, po katerih se razvrščajo vse v resnici bolezni, in gre za eno precej korenito spremembo in bistveno povišanje teh kvalifikatorjev, zato je za prevod tega plus implementacijo v sistem res potrebno kar nekaj časa. Ko smo predstavljali javnosti to posebno poročilo, smo na okrogli mizi imeli tudi takratnega direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je rekel, da se bojo potrudili po čim prejšnjem postopku ta prevod izvesti oziroma še pred zaključkom tega prevoda vsaj za področje transspolnosti že uveljaviti to spremembo. Potem, mogoče je to izrekel malo v euforiji tiste okrogle mize in vseh teh priporočil, ki smo jih izrekali tudi na račun postopkov medicinske potrditve spolne identitete. Čez nekaj mesecev, ko smo preverjali, kako je zdaj s tem, smo dobili odgovor, da so preverili, kakšne bi bile možnosti, da bi samo za to polje že uveljavljali to klasifikacijo, in so nam povedali, da ni možno parcialno uvajanje nove klasifikacije, da pa intenzivno delajo na prevodu. Zdaj, zagovornik načela enakosti redno periodično, vsaj enkrat na leto, preverja uresničevanje priporočil iz vseh posebnih poročil, pa tudi ostalih posebnih poročil, ki jih izdajamo, in tudi letos bomo gotovo vprašali, kako je zdaj s tem prevodom in kako daleč smo s tem. Ta depatologizacija seveda odvzame diagnozo. Po mojem vedenju bi lahko ureditev še vedno ostala, da zdravnik da potrdilo, pač ni neka taka diagnoza. Ni diagnoza bolezni, je pa diagnoza nekega stanja. Ja. Tako da ta ureditev bi vzdržala tudi ampak depatologizacija vsebinsko spremeni transspolnost, ne razumemo več kot bolezni, ampak razumemo kot stanje. Pri tej depatologizaciji smo mi se bali, da ko bo prišla depatologizacija, bi se lahko zgodilo, da bi zdravstvena zavarovalnica, ker več ni patologija, odvzela možnost, da bi se nekateri posegi izvajali na obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato smo dali takrat tudi priporočilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da kljub depatologizaciji ohrani vse pravice kritja stroškov tranzicije medicinske iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga transspolne osebe plačujejo. To niso brezplačni postopki. Se pravi, če prav razumem, bi predvsem ta podatek o tem, da bi vzdržala ta utemeljitev v resnici pomeni, da bi kljub tej depatologizaciji v MKB 11 lahko Ministrstvo za notranje zadeve še vedno postavljalo pogoj zdravniškega potrdila, ne bi se pa moglo več sklicevati na to, da je obvezna psihiatrična obravnava. Če prav razumem. Jaz mislim, da bi, to je moja interpretacija, da bi lahko ta ureditev ostala, kot je, da bi vzdržala kljub depatologizaciji,
ker gre za pač neko zdravniško potrdilo. A ne? Razumem, ja. Naše priporočilo pa je šlo v smeri, da ne rabimo zdravniškega Seveda, potrdila. ja. Ne zato, ker bi se mi to zmišljevali, ampak zato, ker so to mednarodna priporočila inštitucij, ki so se s tem ukvarjali in te procese proučevali, že stare vsaj 10 let. Ne? Prva taka, zelo konkretna, je bila ta resolucija Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 2048 iz leta 2015, pred 10 leti, a ne? Ki je priporočala samo identifikacijo, samo opredelitev. A ne? Tako. Ja. V resnici mi je to kar zanimiv podatek, ne, ker tudi, če se navežem na to informacijo od prej, interdisciplinarni konzilij kot neko pristojno telo v Sloveniji za ne samo obravnavo, se pravi oseb v postopku medicinske potrditve spola, ampak tudi kot pristojno telo za izdajo tega potrdila, kot se je kasneje izkazalo v praksi za upravno enoto, se je ne samo večkrat izreklo v podporo ločitvi teh dveh postopkov, ampak celo leta 2022 s pisnim sklepom izreklo ločitvi teh dveh postopkov in posledično Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve ta sklep predložilo. In s tem so izrazili podporo modelu samoopredelitve in poziv k odstranitvi medicinskega pogoja, kar vsi sami utemeljujejo redno z depatologizacijo v novi klasifikaciji bolezni in z premikom od obravnave duševne motnje k stanju. Ampak, da ne bo napačnega razumevanja te interpretacije, jaz mislim, da če ohranimo ureditev kot je, da je potrebno zdravniško potrdilo ne pomeni a priori že patologizacije, pomeni samo zdravniško potrdilo. Lahko bi ohranili to ureditev kot je, ampak menimo, da povezovanje medicinskega postopka in pravnega priznanja spola ni ustrezno. Tako. Da morata biti postopka ločena. Tako. In da mora biti postopek tisti, ki samo zamenja kvalifikator v dokumentu, na osnovi samoopredelitve. Potem je pa na osebi, ali bo šla tudi medicinsko tranzicijo in do kire stopnje te tranzicije bo šla. Tako. Ali samo neka socialna tranzicija v smislu imena, oblačil in tako naprej, ali hormonska terapija. A ne, to je stvar potem že te medicinske odnosa, te transspolne osebe z konzilijem, a ne, in obravnavi tam in naslavljanju spolne disforije te osebe. Ampak to sta ločena postopka. Tako. Jaz sem šel pogledati tisto izjavo interdisciplinarnega konzilija, ker sem zaznal eno disonanco med tem vprašanjem, tistim, kar sem jaz ugotovil. Oni so dali izjavo, da člani interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete podpirajo predlog ločitve pravno-formalnega postopka potrditve spolne identitete od medicinskega postopka potrditve spolne identitete. To je vse, kar so napisali. Nikogar niso nič pozivali. Nikomu niso nič nalagali. Podpisali so, vsaj to, kar sem jaz najdel, mogoče je še kaj, kar ne poznam. Izrekli so se, podpiramo samo identifikacijo. In zdaj, če imamo priporočilo osrednjega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo, ki pravi, uredite v ločenih postopkih, imejte pravno priznanje spola na osnovi samoidentifikacije. In osrednjo institucijo, ki ti izda tisti papir, ki reče, mi smo s tem ok, je edini logični korak Zakon o pravnem priznanju spola. Tako. Na osnovi samoidentifikacije. Tako, ja. Zdaj, mi kot neki nevladnih organizacij, med drugim tudi Transakcija pa Lengebitra uradno sodelujemo s konzilijem, kar v praksi pomeni, da smo lahko vsaj 2-krat na leto prisotni na njihovih sestankih in oni so ta svoj sklep, izrek, kakorkoli ga imenujemo, poslali na Ministrstvo za zdravje, ki je potem odreagiralo, Ministrstvo za notranje zadeve pa pač kot že leta in leta ne. Ja. In kaj je odreagiralo Ministrstvo za zdravje? Pozvalo je Ministrstvo za notranje zadeve v bistvu naj uredi, ker je pač pravilnik pod njihovim okriljem, so jih pač pozvali k ureditvi. In tudi povedali, kako ne uredijo.
Mislim, da ne. Ne vem, če bi lahko kaj rekel to, ja. Ja. Ta del ni prišel do zagovornika načela enakosti. Ja, tudi do nas zares, sam odziv potem recimo Ministrstva za notranje zadeve ne. Ja. Se mi zdi, da že ta debata lahko kaže, kot pravim, ne samo kompleksnost tega procesa ali pa različnih prizadevanj, na kak način poskuša se apelirati na toliko različnih institucij, kak naj odgovorijo na neka prizadevanja, naj se področje uredi, ampak tudi na to mogoče, koliko je medsebojnega samozanašanja na nekatere stvari, ki nobena od njih ni urejena, hkrati pa druga drugo omogočajo, ne, po eni strani, ampak tudi to je bil na primer moj tisto, kar me najbolj mogoče pika pri samih prizadevanjih, da bi se to uredilo, je ta podatek o tem, da interdisciplinarni konzili kot pristojno telo, kot pristojno medicinsko telo v resnici se ne strinja z prepletom teh dveh postopkov, administrativnega in medicinskega, pa kljub temu je podvrženo temu, da mu ministrstvo, ki sploh ni v njihovem resorju, nalaga pogoj, da obravnava ljudi. In tudi tu bi mogoče se navezal na to, da v sodelovanju z konzilijem mogoče govoriti navzven o recimo temu potrdilu za upravno enoto je ena stvar. Predstavljamo si en papir, ki ga pač psihiater, psihiatrinja napiše in oseba s tem gre na upravno enoto, pa ne gre za to. Gre za to, da se oseba vključi v psihiatrično obravnavo, čaka najmanj leto dni na psihiatrično obravnavo. Gre skozi postopek psihiatrične obravnave, ki ni en sestanek, na katerem se pridobi to potrdilo, s katerim lahko greš na upravno enoto. Gre za 3 do 5, kot nam je bilo povedano konkretno, na sestanku z interdisciplinarnim konzilijem, sestanku z enim od psihiatrov konzilija, kjer ni zagotovljeno, da ta papir tudi prejmeš. Se pravi, gre neposredno za obravnavo osebe, psihiatrično obravnavo, katere šele v sosledju potem sledi posledica, da pridobiš potrdilo, s katerim lahko greš na upravno enoto. Gre za obliko zdravljenja po mednarodni klasifikaciji bolezni 10, ki je v Sloveniji še vedno uveljavljena. Gre za obliko zdravljenja pri tej psihiatrični obravnavi, kar me tudi pa na nek način pripelje do vprašanja, kar je tisto, kar mogoče mene najbolj tu pri tej temi pogosto pikne. Gre za to, da Ustava Republike Slovenije v 51. členu jasno piše, da, citiram, nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. Zakon v tem primeru tega ne določa, to določa podzakonski akt. Moje vprašanje je, ali si je z pravnega vidika trenutno ureditev pravnega priznanja spola, ki predvideva nenujno medicinsko intervencijo, mogoče razlagati kot v neskladju z Ustavo. Razumem, da nihče od vaju ne more tega tu na tem mestu presoditi in odgovoriti, bi pa vseeno postavil to vprašanje na mizo, mogoče vse iz vidika, katere mogoče pa so ste institucije, ki lahko določena vprašanja presojajo in v kakih kontekstih. Zagovornik načela enakosti pač skrbi za varstvo pred diskriminacijo, ko je kršitev zasebni sektor ali pa javni sektor. In mi imamo na voljo več instrumentov. En instrument je svetovanje, ko oseba, ki se počuti diskriminirana, pokliče na zagovornika in se tam pogovori s svetovalko, svetovalcem, kaj se ji dogaja. In potem, če v tem pogovoru izide, da so izpolnjeni sumi, da bi lahko bilo to diskriminacija, potem ta svetovalec povabi osebo, da vloži vlogo uradno za ugotavljanje diskriminatornosti ravnanja. In potem gre to po upravnem postopku, dokazovanje domnevnega diskriminatorja, da ni diskriminiral, ker se dokazno breme prevali na domnevnega diskriminatorja. Zagovornik seveda tudi po uradni dolžnosti to lahko naredi in zagovornik lahko tudi predpise, a ne ugotavlja diskriminatornost predpisov in ureditev na prijavo ali po uradni dolžnosti. Zagovornik načela enakosti je organ, ki je plačan iz davkoplačevalskega denarja.
Na voljo je vsem prebivalcem in prebivalkam zato, da jih varuje pred diskriminacijo. In jaz kot strokovni sodelavec pozivam ljudi, naj vlagajo primere, sprašujejo in uporabljajo ta organ za zavarovanje pred neupravičeno neenako obravnavo. Tako da bi tako v primeru tega dopisovanja med konzilijem, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za notranje zadeve, jaz rekel, vprašajmo zagovornika načela enakosti, naj poizve, to bom seveda jaz tudi naredil na prvem sestanku, in pa naj se vloži taka vloga, kjer sprašujete zagovornika načela enakosti, to vprašanje, ker je to vprašanje stvar enega pač pravnega procesa, ki je kompleksen in se na tako vprašanje v resnici ne da odgovoriti. Ali je taka ureditev diskriminatorna, lahko z odločbo ugotovi zagovornik, potem ko je opravljena ocena diskriminatornosti predpisa, in če ugotovi diskriminatornost, lahko predlaga rešitve, in če ni slišan, lahko gre na Ustavno sodišče in poda zahtevo za presojo ustavnosti. To smo že naredili in tudi to uspešno. Tako da jaz predlagam aktivnost in predlagam case. Že iz moje zgodovine aktivizma za človekove pravice LGBT oseb, kar se tiče zakonske zveze in družine, smo preboj dosegli takrat, ko so ljudje vlagali konkretne primere in so potekali pravni postopki. Poleg tega političnega dela seveda, tudi pravno. In cases so v tem primeru zelo dober ključ, da pridemo čim prej do uresničitve vseh priporočil zagovornika načela enakosti. Si oba zapisujemo. Namreč nevladne organizacije kot je Legibitra in kot smo na transakciji, kot rečeno, si že zadnjih 10 let prizadevamo za ureditev področja pravnega priznanja spola. Apeliramo na različne institucije, med drugim, se pravi, omenjeno Ministrstvo za notranje zadeve, da iz pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru umakne ta diskriminatorni pogoj. Ta preprost stavek rezultira v desetletju takih diskusij in prizadevanj zaradi nepripravljenosti teh institucij, da se približajo in zmenijo, na komu pa je zdaj odgovornost, da se sprejme zakon o pravnem priznanju spola ali pa utemeljitev, ki bi bila zadostna, da se izbriše ta diskriminatorni pogoj. Imam samo en disclaimer kot iz mojega prejšnjega življenja. In sicer, kot vemo zelo dobro, imamo pri nas instrument zakonodajnega referenduma, in iz preteklosti prizadevanj za enakopravnost istospolnih parov in družin vemo, da smo imeli 2 referenduma na to temo in oba referenduma sta bila izgubljena in je bila zakonodaja, ki je bila že pripravljena in sprejeta, umaknjena. Tle se seveda na vprašanju pravnega priznanja spola odpira tema, ki je zelo delikatna, ki jo z lahkoto se jo zlorabi in zato je pač pri teh procesih potrebno tudi v bistvu en tak strateški razmislek, kdaj s tako zahtevo priti. Mogoče je treba zgubiti tudi kakšen referendum še, ker do zdaj vse referendume je gibanje za pravice LGBT oseb zgubilo, ampak na koncu vse pravice po pravni poti pridobilo. Je res. Zdaj, dejstvo pa je, da področje še vedno ostaja neurejeno. Rešitve, ki se predlagajo, niso nikoli enokanalne.
po eni, po drugi, po tretji poti se trudi, bodi si z direktnimi apeli na Ministrstvo za notranje zadeve, da se spremeni pravilnik, bodi si preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k sprejemu zakona o pravnem priznanju spola, ki bi kot posledico imelo izbris tega diskriminatornega pogoja, bodi si preko resorja zdravstva, kjer bi Ministrstvo za zdravje pozvalo, kot je pač zdaj nazadnje se zgodilo, pozvalo ministrstvi naj področje uredita, bodi si preko teles za enakost, kot sta zagovornik, pa tudi varuh človekovih pravic, ki v svojih letnih poročilih še vedno govori o tem področju, oziroma pač vedno isto, da je področje še vedno neurejeno. Spravi, večkanalna prizadevanja so, na kak način... Še en kanal je. Ja. In to je primer. Oseba gre na upravno enoto, reče, da je spremenila spol, samoidentifikacijo in rečejo ne. In tako naprej, po vseh sodiščih do ustavnega sodišča. Ja. Bomo vzeli to kot namik, kot je mogoče mišljeno, ampak dejstvo je, da do danes po desetletju ostaja področje neurejeno, ujeto v nek dialog, se pravi med MDDSZ in Ministrstvom za notranje zadeve, zaradi preprostega dejstva, da se ne morata zmeniti, katero od njiju je pristojno, da to področje na nek način prevzame. Kar sami, mogoče se vrnem nazaj v svojo vlogo kot predstavnik transakcije in dela z uporabnicami, uporabniki, trans osebami, ki ostajajo in ostajamo ujete v ta dialog z preprosto življenjsko izkušnjo tega, da na nek način smo sistemsko zapostavljeni in mnoge izmed nas hodimo okrog z dokumenti, ki niso skladni z našim spolom, z našo identiteto, z našim spolnim izrazom in tudi mogoče podatek iz samega začetka tega panela, ki je bil, da se 40% ljudi v raziskavi 2019 odloča za ta postopek, je zares ena zelo velika ocena, bi sam rekel, tudi na podlagi mogoče podatkov iz tujine, ki v splošnem kažejo, da se ta številka zna kar konkretno spremeniti, ko se spremeni zakonodaja, ki omogoča pravno priznanje spola skozi model samoopredelitve. S tem nekako se približujem koncu našega panela, kjer bi se pa tudi sami lahko mogoče obrnili nazaj proti ravno temu področju trans oseb ujetih v nekak ta sistem, na kak način, oziroma da niti ne sprašujem, na kak način se nam zdi trenuten cilj realno dosegljiv ali pa kateri od kanalov mogoče prizadevanj se nam zdi, da ima večje možnosti v trenutni dani situaciji. Predvsem mogoče, če bi Slovenija uredila pravno priznanje spola na način, ki bi temeljil na samoopredelitvi, kakšne bi bile konkretne koristi za trans osebe ali pa oziroma in za širšo družbo? Ja, mislim, za trans osebe, jaz mislim, da bi bila sprememba ogromna. Zdaj, če se navežem na to, kar si ti že prej omenil, se pravi v Belgiji, odkar so sprejeli zakon o podlagi samoidentifikacije, dejansko, če pogledamo celo številko oseb, ki je šla skozi postopek, 2/3 od 90 let do zdaj 2/3 po sprejetju tega zakona. Tako da te številke vsem kažejo na to, da se pač osebe ne odločajo za postopke samo zato, ker morajo skozi medicinsko tranzicijo ali pa so primorane vstopiti v medicinsko tranzicijo, zato da bi pač živele svoje življenje brez diskriminacije, brez potencialnih nevarnosti, kar v bistvu prinese to, da hodiš okoli z drugačnim dokumentom, ki se ne sklada s tvojo identiteto, v smislu, da so žrtve kaznivih dejanj sovraštva, sovražnega govora, tako da jaz mislim, da je poudarek predvsem na tem, da bi dosegli večjo varnost. Če pa govorimo na splošno, magari za državo, to dejansko pomeni manjšo finančno breme, manjše čakalne vrste v zdravstvu, če smo tako zelo konkretni tudi, če bi bil to nek argument.
Mislim, ko imaš ti v tvojih dokumentih urejen kvalifikator spola, ki odraža tvojo identiteto, imaš potem to urejeno v osebni izkaznici, imaš urejeno v vozniškem izpitu, imaš urejeno v potnem listu, imaš urejeno na vseh dokumentih, ki izražajo spol, ki se ne izraža samo skozi kvalifikator, izraža se tudi skozi ime, a ne? To pomeni tudi vsa potrdila, da si končala osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto, morajo biti urejena, tudi za nazaj, a ne? Ko imaš vse to urejeno, cel segment stresa, manjšinskega stresa, ki vpliva močno na tvoje duševno zdravje, izhlapi, ker je to urejeno. Potem veš, da živiš v državi, ki je poskrbela za tvoje pravice in življenje v okolju, ki je naklonjeno, je bistveno boljše kot življenje v okolju v državi, ki je averzivna in te ovira pri uresničevanju tvojih človekovih pravic. Za transspolne osebe bi to pomenilo ogromno, po mojem nisem transspolna oseba, ampak si predstavljam, da bi to pomenilo eno veliko olajšanje, bi pomenilo tudi olajšanje za postopke medicinske tranzicije, ki ne bi bili obremenjeni s to zahtevo, da oseba pride do tega papirja, ampak bi se lahko res posvečali dejanski tranziciji, a ne, in temu postopku. Ljudem se ne bi mudilo s tranzicijo, zato ker še tranzicija traja veliko časa in da ko prideš do tega papirja, rabiš leta lahko tudi, a ne. Vse bi se nekako normaliziralo, da rečem, in trans osebe bi res bile, se mi zdi, da bi zaživele in zadihale bolj svobodno. In tudi ne trans osebe, ki razumejo, da živeti v državi, ki poskrbi za vse svoje prebivalke in prebivalce in ne diskriminira na osnovi nobene od osebnih okoliščin, ki so v zakonu predpisane, je boljš kot živeti v državi, ki je represivna. In zato so, mislim, koristi neizmerne. Imamo države, ki so to že uredile, poleg omenjene, kaj ste omenjala? Malte in pa Belgije. Sem našel še Irsko, pa Dansko, pa Norveško, Islandijo, Španijo, Portugalsko in še par držav. In potem sem šel gledati, samo za zanimivost, na ChatGPT. Tako zelo strukturirano sem napisal ta svoj zahtevek. Če lahko pogleda, koliko je bilo v državah, ker to je glavni strah, ne, ker je uzakonjena samoidentifikacija, koliko je bilo teh zlorab. In vsi te platforme AI, ki sem jih vprašal, so mi rekle, po en tak in-depth analysis, fact check in tako naprej, vse tiste, kar moš napisati, da so bili to pač samo incidentni primeri. Zgodi se, da kdo zlorabi. Vsekakor ni prišlo v teh državah do sistemske zlorabe zakona, da bi si ljudje, kar bi se zbudili zjutraj, šli malo spremeniti spol na osnovi samoidentifikacije, čez vikend pa si bomo spet spremenili spol. Kdor tako misli, namreč ne razume, kaj pomeni spreminjati kvalifikator za spol. Kaj to vse prinese osebi v glavi in v vsakdanjem življenju, kako je to v resnici težka odločitev in kakšne vse posledice ta odločitev ima. In tisti, ki bi radi probali, ne probajo, pa da vidijo, kaj se zgodi, če greš jutri spremeniti spol in potem kažeš policistu spol, kažeš familiji, poveš za spol, sorodnikom, sodelavcem, a ne, skratka, zlorabe so izjeme in te izjeme se naslavljajo tako, da se uredi, da teh zlorab je čim manj, ko pa so, da se jih sankcionira. V glavnem v teh državah sistemi samoidentifikacije delujejo. In še nekaj bi rad rekel. Pri zagovorniku smo tudi gledali in spremljamo te prakse evropskih sodišč in drugih mednarodnih sodišč. Nekatere odločitve so včasih tudi malo grejo korak nazaj ali pa so z zadržkom, a ne?
Tudi pri istospolnih parih in družinah so bile na začetku odločitve zadržki. To, da neko sodišče odloči, da je čisto v redu, da je nek pogoj, še ne pomeni, da je to res v redu. Sodišča tudi v svojih odločitvah odsevajo družbeno razpoloženje. In dostkrat mora kakšna država, ki je močna v mednarodni skupnosti, sprejeti kakšno pogumno odločitev, da tudi druge države sledijo in tudi sodišča potem sledijo. Tako da priporočila mednarodnih organizacij so jasna, v bistvu imamo vse na papirju in tudi vplive na mentalno zdravje trans oseb takih postopkov so dosti jasni. Tako da je treba pač samo po poti vztrajnosti in jeklenih živcev počasi odpravljati diskriminacijo iz sistema. Res je, če bi koga mogoče zanimalo več raziskovati posledice ali pa možnost zlorab v državah, ki so sprejele modele samoopredelitve, Macrona mreža, Krona Evropska mreža za transspolnost IGU, poročila, v katerih so ti podatki zelo jasno, zelo povedno, zelo črno na belem vključeni, taki kot so, na dovolj velikih vzorcih. Sam pa bi mogoče, če se pridružim vsemu, kar sta povedala, za konec samo pocitiral ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in bi rekel, da demokratičnost države lahko sodimo po tem, kako poskrbi za najranljivejše. Vama pa se zahvaljujem za današnji panel. Hvala. Jaz bi samo še, če dovolite trenutek za nesponzorja, vas povabil k prebiranju tega posebnega poročila Zagovornika načela enakosti in tudi drugih poročil. Predtem je bilo izdano poročilo o položaju interspolnih ljudi, so stara poročila, to je iz leta 2021, to je iz leta 2020, ampak so še vedno aktualne. So brezplačno na voljo na spletni strani Zagovornika, tudi v angleškem jeziku, pretočne računalniki, zanimivo branje, ni ravno za na plažo, ampak je pa zanimivo. Hvala. Hvala.